Dobrodošli in dobrodošle na tehnične težave, na okrogli mizi, ki bo posvečena pogovoru o načrtu izvajanja komunikacijskih aktivnosti za ARIS-ove raziskovalne projekte. Torej, v letošnjem javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2025 je v 14. točki navedena zahteva za komuniciranje znanosti. Raziskovalke in raziskovalci boste morali oziroma bodo morali 6 mesecev od začetka projekta oddati načrt izvajanja komunikacijskih aktivnosti. Na Centralno-tehniški knjižnici smo se zato odločili, da v okviru aktivnosti Odprte knjižnice že nekaj let organizirajo tudi delavnice komuniciranja znanosti in sedaj bomo pripravljali tudi podporo za pripravo načrta za komuniciranje znanosti. Pri tem sva dr. Sašo Dolenc in jaz vključena kot zunanja sodelavca in sodelavka z izkušnjami z področja komuniciranja znanosti. Zato smo se danes v bistvu kot prvi začetek te priprave predloge načrta za komuniciranje znanosti, smo se odločili, da bomo skupaj zbrali misli o tem, kako pripraviti to predlogo, da ne bo v bistvu predstavljala nekega dodatnega birokratskega bremena za raziskovalke in raziskovalce, ampak bo predvsem za vse vas čim bolj uporabna. In danes imam v bistvu to čast, da gostim kar zanimivo omizje. Predvsem smo nekako skušali izbrati tako predstavnike torej odločevalcev, ki so na nek način uspešno oziroma zaenkrat samo dodali to zahtevo v sam razpis, in pa tudi samih raziskovalcev in raziskovalk, ki to že izvajajo, oziroma komunikatorjev znanosti, ki to počnejo na zelo različne načine. Torej z mano, tukaj so na moji levi, je predstavnica Javne agencije za znanstveno-raziskovalno dejavnost in inovacije Republike Slovenije iz sektorja za odprto znanost, dr. Mirjam Dular. Pozdravljeni. Sledi predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Tit Neubauer. Pozdravljen. Potem pa imamo sedaj predstavnikov in predstavnice raziskovalnih organizacij oziroma univerze oziroma fakultet Univerze v Ljubljani in pa potem, torej s Fakultete za družbene vede prihaja dr. Tanja Kerševan, ki je tudi vodila program mikrodokazil, ki se je ukvarjal s področjem izobraževanja v komuniciranju znanosti. Pozdravljeni. In pa zraven nje sedi dr. Matevž Dular z Fakultete za strojništvo in tudi uspešen komunikator znanosti svojega področja in pa prejemnik večjih ERC razpisov. Poleg njega je dr. Saša Novak z Zavoda Znanost na cesti in pa tudi za mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, kjer izvajajo že več let. Koliko let je to zdaj že? Več kot 5 let izvajate predmet komuniciranja znanosti? Ne. To pa še dlje, ne? Ja, mislim, da imate kar dolgo tradicijo tega izvajanja predmeta komuniciranja znanosti za podiplomske študente in študentke. In pa na koncu še kolega, dr. Sašo Dolenc, izkušen komunikator znanosti, ki pa na različnih spletnih platformah in v različnih medijih že, lahko rečem, več kot 20 let pišeš o znanosti. Že več kot 20 let piše o znanosti. Torej, dobrodošli vsi, hvala, da ste si vzeli čas. Ta pogovor nekako planiramo tako, da bomo prvo uro, slabo uro govorili o vprašanjih, ki jih imam jaz v bistvu za sogovornike in sogovornice. Predvsem se bomo dotaknili tega, kako je prišlo do te 14. točke v razpisu, kaj se od nje zahteva in pa raziskovalke in raziskovalci bodo delili dobre izkušnje, pa tudi kakšne omejitve tovrstnih zahtev. Potem v nadaljevanju pa bom zelo vesela, če tudi vi prispevate vprašanja preko Zoom aplikacije in bomo pokrili tudi to, kar bomo le lahko. Tako da začeli bi v bistvu s tem, da razčistimo neke definicije in namen te nove zahteve. Pa bi se kar na vas obrnila, gospod Neubauer, kako je prišlo do te točke oziroma kakšne so zahteve strani mogoče Evropske unije in ministrstva, kaj je bilo glavno vodilo, da ste spodbudili ARIS po tem, da se je ta točka o komuniciranju znanosti znašla v razpisu? Ja, najlepša hvala za vprašanje in pa za vabilo na to okroglo mizo. Zdaj, jaz sem po izobrazbi politolog, tako da moram takoj zakomplicirati. V bistvu zahtev na ravni Evropske unije ni bilo, pač področje znanosti je področje deljene pristojnosti, kjer imamo države članice, sploh kar se tiče same izvedbe znanstveno-raziskovalne dejavnosti, v bistvu bolj ali manj izključne pristojnosti. Se pa potreba zavedati, da na ravni Evropske unije obstajajo številne spodbude, priporočila in pa seveda zelo dobre pač prakse, ki so že desetletja uveljavljene, kar se tiče komuniciranja znanosti. Zato nam je lahko v bistvu
raven EU predvsem zgled pri tem, kaj je mogoče na tem področju narediti. V preteklosti sem že večkrat omenil, da se je ministrstvo aktivno vključilo v recimo vajo vzajemnega učenja na področju vključevanja javnosti v raziskave in inovacije, iz katere sledijo tudi določena priporočila, ki so pa bolj... Torej, v bistvu pač je pomembno, da se sledi tem priporočilom, oziroma te priporočila lahko pač predstavljajo neko osnovo za nadaljne delo. Sicer pa tudi treba se zavedati, da tudi v okviru nacionalnega sistema je javna agencija avtonomna pri svojem delu, tako da ne glede na to, da ministrstvo lahko daje neke usmeritve in priporočila, sem jaz zelo vesel, da so v bistvu na agenciji bolj ali manj sami prepoznali to potrebo, tudi na podlagi vseh razprav, ki so se recimo v preteklem letu in že prej v skupnosti med komunikatoricami, komunikatorji znanosti, med znanstvenimi novinarji in pa seveda med samimi raziskovalkami in raziskovalci izvajale in iz katerih v bistvu so prišle tudi neke potrebe in zahteve za razvoj na tem področju, tako da bi pri tem mogoče zaključil za začetek. Jaz bi zdaj v bistvu kar prosila doktorico Dular, da v bistvu nadaljuje, ker je Tit zaključil. Sam je omenil, da ste sami spoznali to potrebo in če mogoče malo poveste o tem, kako je prišlo do te 14. točke. Ja, hvala za povabilo, hvala za vprašanje. Bom dejansko nadaljevala to, kjer je kolega končal. Torej, odprto komuniciranje znanosti je eden od elementov ali pa vsebin odprte znanosti in na agenciji skladno s predpisi, posebej uredbo o izvajanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti, skladno z načeli odprte znanosti, seveda poskušamo po najboljših močeh in upam tudi, da na čim boljše načine upeljevati elemente odprte znanosti. Odprto komuniciranje oziroma recimo temu pospešek k še boljšemu komuniciranju znanosti, ki smo ga upeljali prvič v razpis za sofinanciranje izvajanja raziskovalnih projektov za leto 2025, ki je bil objavljen v oktobru 2024, smo pripravili tudi, ne bom rekla ravno na podlagi, ampak bil je eden od vzgibov ta dokument o komuniciranju znanosti, ki je bil pripravljen nekaj poprej v koordinaciji ministrstva. In mi smo želeli vzpodbuditi raziskovalce, da oni sami, ki najbolje vedo, kaj so njihovi znanstveno-raziskovalni rezultati in kaj iz njih je tisto, kar je posebej pomembno, da javnost izve, torej jih vzpodbuditi, da oni sami še več na tem naredijo, da še bolje pristopijo k sporočanju svojih izsledkov družbi, kar je v končni fazi namen ali pa vsaj eden od zelo pomembnih namenov znanstveno-raziskovalne dejavnosti, da družba od tega nekaj ima, da napreduje, da se življenjske razmere za vse nas izboljšujejo. Tako da ta razpis je pač eden od najpomembnejših, največjih. Z njim smo začeli, torej vanj smo v prvega vključili to vsebino komuniciranja znanosti. Nekako smo si zamislili, da bi raziskovalci pripravili komunikacijski načrt, se pravi, da bi strukturirano pripravili vsebino komuniciranja znanosti tako, kot so si jo sami zamislili ali pa kot si jo bodo zamislili. Zato zaenkrat tudi nismo predpisali nobene trdne forme ali pa postavili nekega obrazca, ampak smo samo v opisu navedli, kaj želimo. Torej, da se dejansko preko komuniciranja znanstveno-raziskovalnih rezultatov zgodi ena sprememba, da celotna družba, da se dvigne nivo znanja celotne družbe, se pravi, da prehajamo v družbo znanja, tako kot je tudi na začetku zakona našega navedeno, in pa da se poveča tudi razumevanje. Mogoče bi lahko rekli, da en znaten del komuniciranja znanosti je bil nekako kot mogoče do neke mere vsaj mišljen, bomo pa še to, če moramo, bomo povedali, kaj smo naredili. To bi nekako lahko razumeli kot informiranje. Zaželeno pa je, da se prav poveča znanje v družbi. Ok, in bom kar nadaljevala iz tega.
v bistvu bomo še malo bolj razdelali to 14. točko mogoče. Razpis sicer že, oziroma mnogi razpisi za raziskovalno dejavnost vključujejo in sprašujejo o socioekonomskih učinkih, o morebitni diseminaciji. Kako se mogoče pričakovanja v komunikacijskem načrtu razlikujejo od teh točk? Omenili ste, razpis omenja tudi povečano stopnjo razumevanja, ne? Torej, ali pričakujemo oziroma ali pričakujete, da bi šlo zgolj za promocijo uspehov, ali tudi želite, da se to razširi, ne vem, na dialog, na morebitne sodelovalne aktivnosti in podobno. Kako si to predstavljate? Rekli ste, da si želite strukturirano, ampak zaenkrat ne predpisujete neke forme. Kaj tako bi si vi želeli videti, recimo? Pa kako se to res razlikuje od socioekonomskih učinkov, pa recimo same diseminacije? Ja, zdaj bom poskusila začeti odgovarjati na začetku, pa bom prosila pol še za kakšno alinejo, ki jo bom spustila, ja, da bomo vse pokrili. Torej, tista točka, ki je v praktično vseh razpisih, da je treba izbrati družbeno-ekonomski cilj, je nekaj drugega. Mi moramo o financiranju znanstveno-raziskovalne dejavnosti poročati SURS-u, ki potem poroča naprej tudi Eurostatu in pripravlja državne statistike, in v ta namen je oblikovan en šifrant družbeno-ekonomskih ciljev in v to polje v razpisnem obrazcu se pač izbere ustrezen cilj. Zdaj, konkretno, da si bomo predstavljali, če gre za raziskovalni projekt z področja medicine, bo ta cilj najverjetneje zdravje, lahko tudi kaj drugega. Tako da tu gre predvsem za to, no, za to analitiko, za poročanje, čemu namenjamo denar glede na ta šifrant, ki je v bistvu evropski EU šifrant. Zdaj, tu gre pa za nekaj drugega pri komuniciranju. Seveda bo najbrž smiselno, da tisti družbeno-ekonomski cilj, ki ga projekt naslavlja, najbrž bodo raziskovalci tudi se namenili na tistem področju poskrbeti, da se bo, kot smo rekli, stopnja znanja javnosti ali pa posebej odločevalcev v nekaterih primerih morda dvignila, spremenila. Tako da to dvoje je načeloma vsebinsko povezano, nikakor pa ne gre za to, da ta točka obstaja nadomestilo, da se zastavi pri komuniciranju neke zelo konkretne cilje oziroma po možnosti tudi kakšna merila. Kaj še? Ja, zdaj bi pa v bistvu nadaljevala, ker s tem, omenila sem, bo šlo zgolj za promocijo uspehov, želite nek dialog vzpostaviti, vključno s tem, da javnost začne razumeti tudi, kako znanost deluje. Kaj bi si želeli videti? Ja, to sem do neke mere naslovila, mislim, da že v prvem odgovoru. Zdaj, če nekoliko poenostavimo, pa rečemo, da je promocija, predvsem tisto, ko sem prej uporabila izraz informiranost, torej ne samo promocija informiranost, ampak predstavljanje raziskovalnih rezultatov na takšen način, da bomo več razumeli. Zdaj pa pride res težko vprašanje, kjer pa tudi vabim, da mogoče še kdo se lahko vključi zraven. Torej, kako sploh to meriti, ne, to razumevanje? In kako meriti uspeh v bistvu teh komunikacijskih aktivnosti? Ja, to je gotovo eno najtežjih vprašanj. Nikakor ni zdaj naša želja, da bi bili kazalniki te vrste. Objavili smo 5000, ali pa objavili smo 50 postov in dobili 5000 lajkov, ne. To nekako ni več to, mislim, da smo nekako že prerasli po toliko letih družbenih državnih omrežij, ampak nekaj več in ta nekaj več, ta know-how bo verjetno potrebno še razviti. Torej, kako zares ugotoviti, da je sporočanje nekih izsledkov v javnost nekaj obrodilo. Ponavadi lažje stvari razumemo pri konkretnih situacijah. COVID epidemija je na srečo za nami, ampak to je en tak dober primer, da se znanje razširi na takšen način, da ga lahko široka javnost sprejme, da je od tega korist, ne pa, da se kujejo teorije zarote. Zdaj pa samo še 2 podvprašanji, res kratki odgovori. Zaenkrat ta komunikacijski načrt ne bo ocenjen, ne? Če sem prav razumela. Ja, zaenkrat ne bo ocenjen in tudi ni nobenega namena, da bi se ga prav konkretno ocenjevalo s kakšnimi točkami. Vemo, da vrednotenje v celoti prehaja v eno drugačno dojemanje, v en drugačen sistem. Vedno bolj pomembna je in bo kvaliteta, ne kvantiteta. Tako kot drugi vidiki odprte znanosti, bo tudi vključitev komunikacijskih aktivnosti v projekt, bo predvsem pomembno, da bo to prispevalo k neki
kvalitetni spremembi stanja. Ne gre zdaj za to, da bi zaradi tega nek projekt izločili ali pa da bi zaradi tega dobil neke dodatne točke. Vse vemo, kakšna mora biti v osnovi kvaliteta raziskovalnega projekta in da projekt tudi ustrezno komunicira svoje rezultate, je samo ena od sestavin projekta. Letos se je prvič to znašlo na 14. točki, ampak je verjetno je cilj, da to postane sestavni del raziskovalnih projektov in bo tudi potem ovrednoten v obliki tega, kot ste omenili, da se spreminjajo načini ovrednotenja raziskovalnega dela. Verjetno, to zdaj govorim 5 let, 10 let. Ja, tako si nekako predstavljamo, da morate razumeti, da vsi skupaj z nami in z ministrstvom vred in predvsem z raziskovalci to šele gradimo skupaj v sodelovanju. Se pravi, zaenkrat ni vse določeno, nimamo še vseh odgovorov, ampak če mene vprašate, jaz si predstavljam, da bi bile aktivnosti komuniciranja znanosti, tako kot je to v evropskih projektih že dolgo časa, pač eden od projektnih sklopov. Hvala. Zdaj bi pa v bistvu kar za vse odprla debato in sicer razpis pravi, da morajo raziskovalci in raziskovalke razpolagati s potrebnimi veščinami. Ali je resnično oziroma ali lahko pričakujemo, da bo vodja projekta hkrati vrhunski znanstvenik in pa odličen komunikator? Pa mogoče bi v to najprej kar prosila doktorja Dularja, če zagrize, glede na to, da deluje na obeh področjih. Če lahko pričakujemo oboje, mislim, da se ne da tega pričakovati. Ne? Po drugi strani pa velikokrat slišimo, ali si dober komunikator ali pa nisi. Ne? Jaz mislim, da se tega da zelo dobro naučiti in da se splača potruditi. Ne? Da bi se moral vsak potruditi pa iti izobraževati na tem področju. No? Vsak znanstvenik. Tako da ni treba tako reči, ne, jaz pač nisem dober, jaz sem rad v svoji pisarni ali laboratoriju pa delam, pa dajte mi denar, pa pustite me na mir. To ni ta prav pristop. Tako da mislim, da bi se mogli to že zelo v začetku kariere znanstvenika začeti graditi na tem. Potem pa, ja, eni bojo boljši, eni bojo slabši, ampak vsi pa bojo vsaj nekaj dali od sebe. Tako da to mislim, da je ta prava pot. Zdaj bi pa v bistvu kar prosila doktorico Kerševan in potem še doktorico Novak, da v bistvu odgovorite na enako vprašanje, ali naj bi vsak potem imel to pa še posebej dodatno bi vam dala pod vprašanje, glede na to, da ste se obe ukvarjali z izobraževanjem za komuniciranje znanosti, v bistvu nek pogled v to, kakšne so vaše izkušnje, koliko je zanimanja za to med mlajšimi in med starejšimi in podobno. Hvala za priložnost. Se me sliši? Ne? Ja. Torej, jaz prihajam, kot je bilo uvodoma povedano, iz enega projekta, ki je bil namenjen financiranju iz načrta za okrevanje in odpornost strani Ministrstva za visoko šolstvo in Evropske unije. Namenjen je bil razvijanju izobraževanj za mikrodokazila, med drugim tudi z področja komuniciranja znanosti in kriznega komuniciranja. In ena od ciljnih skupin so bili raziskovalci, poleg novinarjev in medicinskih sester. Ne vem, mogoče je ta kombinacija komu presenetljiva, jo lahko kasneje pojasnim, ima neko logiko. Ampak da grem na tisto osnovno vprašanje, ali lahko pričakujemo od vrhunskih znanstvenikov, da so hkrati tudi dobri komunikatorji. Včasih se to seveda zgodi, ni pa to nujno pravilo. In se strinjam s kolegom Dularjem, da se da pa tega naučiti. Seveda ne čez noč. Očitno pa je po zanimanju za naša izobraževanja, ki smo jih izvedli v teh preteklih 2 letih zlasti, da je zanimanje med raziskovalci zelo veliko. In to zanimanje obsega vse generacije, ni omejeno na neko demografsko skupino. Mi smo izvedli več izobraževanj za veščine z področja podcastov. Tukaj, to je bil nek hit. Bom povedala kasneje tudi, kakšne so bile potem omejitve pri izvajanju teh usposabljanj, ki so bolj sistemske narave, in zelo velik interes je bil pa tudi za vizualizacijo
raziskovalnih podatkov. In to zdaj ob izteku projekta, to izobraževanje zaradi tega velikega zanimanja izvajamo še enkrat. Tu se mogoče kažejo razlike, ki so verjetno se jih da razložiti v nekih preprostih okvirih, se kažejo razlike med družboslovci in naravoslovci. Zdaj za to zadnjo izvedbo tega usposabljanja smo celo ponudili družboslovcem več možnosti za prijavo. Najprej smo vabilo poslali samo znotraj naše fakultete, Fakultete za družbene vede, in odzvala se je ena oseba. Ko smo odprli možnost prijave za celotno univerzo, so se takoj ta mesta zapolnila. Torej, videti je, verjetno pač zaradi tudi narave raziskovalnega dela, da je to področje bolj zanimivo za naravoslovce. Pri podcastih je bilo zanimanje porazdeljeno. Se je pa izkazalo, da ker smo razdelili to na dva segmenta, torej na najprej ta teoretični del in praktični del, ko je bilo dejansko treba posneti podcaste, od celotne skupine udeležencev sta samo dva posnela potem podcaste, čeprav smo mi zagotovili financiranje, ki ni majhno, ne. Ostali so se zadovoljili pač samo s poslušanjem teh predavanj, ne. In kaj je tisti problem, ki se potem izkaže, ki je potem povezan tudi z malo širšimi premisleki. Torej ta dva, ki sta posnela ta dva podcasta, sta projekt stala približno 4.000 evrov, ne, ker toliko smo potrebovali, toliko je bila celotna produkcija je stala, ne. To kaže na to, da ta dejavnost, ne glede na ta interes, ki se kaže tudi pri vodstvih naših raziskovalnih ustanov, ne, super, dajmo imeti podcaste, vsi že imajo podcaste, ne, ampak se to potem dostikrat prepušča iniciativi posameznikov in njihovim spretnostim, ne, ampak to se da zelo dobro potem prevesti tudi v neke finančne kazalnike, ker vse to, ne, tudi če so to individualne spretnosti, te spretnosti so morale z nekim vložkom ali časa ali tudi nekih sredstev nastati, ne. In tu se kaže potreba po nekem bolj sistemski podpori in zavedanju na ravni raziskovalnih institucij, da je to treba ustrezno podpreti. Bodisi z razbremenitvami, ne, bodisi z ustreznimi službami, ki podpirajo izvajanje teh dejavnosti, ki zagotavljajo tudi neka orodja in neko doizobraževanje, ne, in pa s samimi, ne vem, vložki v produkcijo, ne. Tako da te stvari niso tako enostavne, ne, in mislim, da se še vedno prepuščajo posameznikom, da se znajdejo, ne. Mogoče toliko za enkrat. Točno to bom potem še odprla, pa bi zdaj vsem prosila še doktorico Novak in potem še doktorja Dolenca. Hvala za vprašanje. Torej, jaz mislim, da se je glavni premik zgodil pravzaprav že davno pred tem slavnim trenutno 14. členom, in sicer takrat, ko se je počasi začel spreminjati pogled na komuniciranje znanosti, promocijo znanosti, popularizacijo znanosti, karkoli, ali pa vse to. Ko sem jaz začela na tem področju delovati, tam uradno leta 2013, je bilo to nekaj bogokletnega. O promociji znanosti se je razmišljalo kot o banaliziranju znanosti, in ko se je počasi začel ta premik dogajati v glavah raziskovalcev in predvsem vodstev inštitucij, se mi zdi, da se je zgodil glavni premik. S tem nekako vzporedno je tudi mednarodna podiplomska šola zelo hitro dojela, da je fino podiplomske študente izobraževati na tem področju, in odprla predmet komuniciranja znanosti. Jaz sem zelo vesela, da je vsako leto več študentov. Letos je vpisanih 22 študentov, ker je 1/3 študentov, ki so sploh vpisani na šolo, obiskujejo predmet prvi letniki. No, in tukaj je zdaj še vprašanje, a gre za talent ali gre za veščino, oziroma kdo naj bi ta talent ali veščino pač imel, ali je nujno, da ima vodja projekta talent ali veščino. Talent pač s talentom se recimo rodiš, mislimo, ne, veščino pa pridobiš, in to recimo nekaj stane, ali pa stane vsaj vložek časa, če že ne denarja. Zdaj, jaz mislim, da je tukaj en drug problem še zraven, ki ga bom kar mimogrede naslovila. Zakaj bi naj pri nas vodja projekta pač to obvladal? Zato, ker imamo projekte tako zelo razdrobljene, da je tipično vodja projekta tudi kar izvajalec projekta.
Se pravi, tipično so one band. Po moji izkušnji z evropskimi projekti, kjer je raziskovalcev 20-30, ni vrag, da se ne najde 1, 2, 3, ki to že imajo in ki to z veseljem počnejo. Tipično so to recimo mlajši raziskovalci, tudi kakšni starejši. Pri nas je pa to težje, zato ker zaradi razdrobljenosti, ker so projekti tako majhni in ker so v njih 1, 2 v resnici zares upeti in zato potem vse skupaj pade na vodjo projekta. Zdaj, koliko je pa to potrebnega vložka, bi recimo po mojem Matevž zelo dobro lahko ocenil. Matevž je za moj okus eden najboljših komunikatorjev, ki lahko tudi pove, kaj se zgodi, ko si uspešen komunikator. Dobiš več projektov, bolj si viden, se pravi, to je to, kar jaz stalno poudarjam, recimo med študenti. Včeraj sem recimo imela predavanje za Univerzo v Mariboru, tudi druge univerze in inštitucije, ne samo mednarodna podiplomska šola, se zanimajo za to področje. In vedno jim pač povem, v bistvu imamo več strateških nivojev. Prvi nivo motivacije za komuniciranje znanosti je osebni, se pravi, gradimo lastno kariero. To Matevž Dular zelo dobro pozna, je bil zelo uspešen. Drugi je institucionalni. Tukaj je recimo neka strojna fakulteta bila lahko samo vesela, da je en raziskovalec stopil ven in počel vse, kar je, oziroma in počne vse, kar počne. In tukaj lahko pomaga tako imenovana PR služba ali pa pač še neko zaledje. Tretji nivo je nacionalni. Tukaj pač pričakujemo sistemske podpore in tudi sistemske učinke na javnost. In potem imamo še globalni nivo, to je pa recimo, sem pa padajo globalne spremembe, kot so klimatske spremembe in tako naprej. Tukaj gre pa že malo za tisto, koliko zelo etično smo v to usmerjeni. Ampak recimo prva točka, ki sem jo omenila, se pravi osebni interes zaradi gradnje lastne kariere, je tako že vpet v celoten proces raziskovalnega delovanja in jaz mislim, da je to pač ena od teh točk. Doktor Lenz, zdaj pa še pogled iz zunanjosti, torej nekdo, ki se je pa odločil prav za specifičen poklic komunikatorja znanosti na samo, torej kaj je vloga raziskovalcev, kaj je mogoče vaša vloga? Sigurno se mi zdi to neka dobra priložnost, da malo razmislimo sploh o tem področju komuniciranja znanosti v Sloveniji. Mogoče tudi lahko nagovorimo določene zmote, ki so kar pogoste. Recimo ena od teh mogoče zmot ali pa nejasnosti je, da si na področju, ki ga zelo dobro znanstveno poznaš, kjer si res strokovnjak, tudi zelo dober predstavljalec za druge javnosti tega področja. Tukaj ni neke nujne povezave oziroma je včasih celo to, da nekaj zelo dobro poznaš, ovira. To tudi pri sebi vidim, da včasih si navajen komunicirati v določenem področju z ljudmi, ki imajo že neko predznanje in poznajo terminologijo. In je težko iz tega ven izstopiti. Ponavadi začnejo znanstveniki samo poenostavljati te vsebine. Treba jih je pa prevajati v nek čist drug kontekst. Zato je pomembno, mislim, če dobimo iz tega projekta, da bodo zdaj raziskovalci nekako prisiljeni razmišljati o tem področju, nekaj koristnega za celo družbo ven, pa celo znanstveno skupnost, je to mogoče, da je treba razmisliti, komu govoriš zunaj tvoje strokovne skupnosti. In tukaj ni zgolj ena javnost, kaj bi rekel splošna javnost. Lahko rečeš, bralci časopisa, ampak to je že zoženje. Lahko rečeš dijaki, študenti, upokojenci, kaj vem, politiki, poslanci, uradniki. To so zelo različne javnosti, za katere bi bilo dobro, da se raziskovalci, ko pripravljajo te komunikacijske načrte, zavedajo in razmišljajo, a je njihovo področje oziroma konkretna tema raziskave primerna za nagovoriti neko specifično publiko, recimo kmete, ki imajo neke specifične probleme.
In potem morajo v drugem koraku, ko določajo recimo nekaj teh ciljnih publik, začeti razmišljati o tem, kaj ta ciljna publika že razume, že pozna. Pri komuniciranju znanosti je zelo pomembno, da mi znamo nekako, ko z Arjo smo imeli nekaj zdaj teh tečajev, delavnic na tem področju in tam smo zmeraj zelo poudarjali to, da moraš ti graditi zgodbo o tem, kar bi rad sporočil iz znanosti, z Lego kockami smo rekli, tiste skupine oziroma kockami tiste skupine, ki jo nagovarjaš in ki jih ta skupina pozna. Ne? Če boš ti zgradil nekaj s svojimi kockami, ki jih ti poznaš, bo lahko zelo malo se preneslo od tega znanja na druge. Če pa nagovoriš to skupino z nečem, kar ta skupina res dobro pozna, je pa to nekaj čisto drugega. In tukaj gre za prevajanje. Ne? Tako da, če bomo nekaj od teh pristopov se jih zavedali in začeli o njih vsaj razmišljati, ne, bomo že zelo veliko dosegali. Zdaj bi pa zagrizla mogoče še v eno težko vprašanje glede financ in glede kadrov na nek način. Ne? Omenili smo produkcija podcasta, če sem prav razumela, 2 podcastov je bila 4.000 evrov. Malo manj, ok. 3.500, recimo, se je vseeno. Ja, kar zajeten zalogaj v bistvu tudi za marsikateri raziskovalni projekt, še posebej, ker smo slišali prej, da je denar zelo razdobljen, da gre za manjše projekte in da je težje verjetno potem tudi ta finančni del pokrit. Tako da, doktorica Dular, vas bi vprašala to predvsem, kako se te stroški, torej samega projekta, so upravičeni stroški tudi za komuniciranje znanosti, kako naj bo razdeljeni, kdo naj pokrije ta del, kako naj se razume, so tam potem ure namenjene komuniciranju znanosti, ure namenjene raziskovanju, kako to deluje oziroma kako si vi to predstavljate, kdo bo pokril ta del za komuniciranje znanosti? Stroški komunikacije. Hvala. Stroški priprave komunikacijskega načrta, ki je omenjen v samem besedilu razpisa, in potem stroški komuniciranja so seveda upravičeni stroški projekta. Tu ni nobenih dilem. Kako bo projekt načrtovan, čemu bo namenjeno več pozornosti, kdo bo kaj izvajal, to pa je vse v pristojnosti prijavitelja oziroma nosilca projekta. Se pravi, tu mi ne dajemo in ne moremo dati kakšnih bolj konkretnih usmeritev, ker je seveda suverena pristojnost prijavitelja projekta, da pripravi projektno prijavo tako, kot on misli, da je to najbolje. Torej, se lahko razume, da raziskovalne organizacije se potem vključijo namenska sredstva za komuniciranje in se to ne bo dojemalo kot nekaj, kar se ljudje priučijo in delajo potem v prostem času. Pa potem tudi kako zagotoviti, to so mogoče tako še vprašanja, ki se bo čez naslednjih 5 let, ko bo to prišlo v prakso, šele odgovorila na nek način, oziroma se bojo nekako razjasnila. Ampak kako tudi zagotoviti, da recimo, če pa imamo v skupini nekega mladega nadebutnega komunikatorja ali pa komunikatorko, da potem ona ne pade, pa si še vseeno zelo želi ostati v raziskovanju, da potem večji del tega svojega dela ne nameni komuniciranju, namesto da bi tudi samemu raziskovalnemu delu. To so vse lahko neke zagate, do katerih bi prišli v prihodnosti. To so vprašanja, na katere jaz mislim, da naša agencija ali pa kdorkoli drug ne more določati raziskovalnim organizacijam, kako si bodo organizirale svoje delo. Tako kot je to, ali jaz nekaj počnem v službenem času ali nekaj za službo počnem v svojem času, moja odločitev oziroma moja v sodelovanju z delovno organizacijo, kjer sem zaposlena. Jaz mislim, da to velja za vsa mesta enako in da če je nekdo nekaj pripravljen delati prostovoljno, potem ja, naj dela prostovoljno, sicer je pa to stvar organizacije in vodstva organizacije, da razporedi delo tako, da je najugodneje upoštevajo vse faktorje, ki so pomembni. Pa bi se tukaj mogoče še spomnila na to vprašanje, ki je bilo prej zastavljeno sicer bolj raziskovalnemu delu, ali se pričakuje, da je nosilec vodja projekta perfekten komunikator. To jaz razumem kot provokacijo, seveda da ne, saj najbrž tudi vodja projekta ni tisti, ki bo z eno, če se zdaj pomislim na kemijo, ki mogoče da kaj lahko si predstavljam,
Tudi najbrž ni mišljeno, da bo nosilec projekta izvajal z neko skrajno zapleteno napravo neke eksperimente. To bo najbrž izvajal nek specialist raziskovalec. In tako si predstavljam, da tudi vse ostale funkcije, ki so potrebne znotraj raziskovalnega projekta, bo pač projektna skupina oblikovana tako, da bodo njeni člani lahko pokrili eno vrsto dela, drugi drugo vrsto dela. Zdaj pa še za gospoda Neubauerja. Kako si pa na ministrstvu v bistvu predstavljate to finančno podporo komuniciranju znanosti, kaj o tem govorite, razmišljate o tem tudi o spremembah, mogoče, če jaz prav razumem, pa lahko, da se motim, kar popravite, komuniciranje znanosti zaenkrat še ne sodi pod neke upravičene stroške odprte znanosti. Ja, če lahko, če dovoliš, bi se najprej samo navezal na to, kar so tudi kolegi povedali. Absolutno, no, tudi na ministrstvu se strinjamo, da je v bistvu komuniciranje znanosti veščina, ki so jo treba v bistvu priučiti, ki jo je treba pač gojiti. Super je, če ima človek zraven tega še talent, potem dobimo pač raziskovalce, kot je dr. Dular. In zaradi tega smo tudi mi v svojem pregledu področja komuniciranja znanosti, ki je bil obavljen v lanskem letu, to prepoznali kot eno pač od potrebnih aktivnosti, torej da bi se recimo vsaj na ravni dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja uvedle te vsebine v naš visokošolski prostor. Sami veste, ker delujete na tem polju, da so to pač zelo počasne in dolgoročne spremembe, tako da je zelo dobrodošlo, da so se tukaj tudi na pobudo pač ministrstva in na projekt ministrstva razvijala mikrodokazila v to smer, ki res omogočajo, da se bolj agilno kot sistem odzivamo na potrebe, ki se pojavljajo na znanstveno-raziskovalnem polju. Tako da to sigurno so rešitve in tudi zelo me veseli, da je odziv pač vaše ciljne publike, ciljne javnosti tako močen in da je tudi interes in očitno bo treba to pač kot primer dobre prakse razširiti tudi na druge visokošolske institucije. Sčasoma bi si pa želel, da je pač usposabljanje za komuniciranje znanosti del nekega osnovnega izobraževalnega postopka, skozi katerega mora vsak, ki si želi na polju znanosti ali pa tudi visokega šolstva delati. Tukaj pol pridemo točno to, do vprašanja pol tudi upravičenosti stroškov in ena izmed stvari, ki smo jih tudi takrat identificirali pri tem pregledu področja in ki mogoče zdaj že nekaj časa malo bode v oči, je, da samo komuniciranje znanosti na normativni ravni ni opredeljeno. Takrat smo to že izpostavili, te potrebe se tudi zavedamo, tudi že nek grob osnutek definicije, kako bi to lahko torej na ravni zakonodaje opredelili, imamo pripravljen. Žal pa vsakič, to je čisto praktična ovira, vsakič, ko se odpre zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, so potrebe na drugih področjih tako velike, da je to žal pač prioriteta, ki je bolj na dnu seznama in potem nikoli ne pridemo zraven, ampak glede na to, da slišim, da tudi zdaj vodstva samih raziskovalnih organizacij zelo podpirajo to, upam, da bo pač čim bo zakonodaja na tem področju spet odprta, pa le priložnost, da se tudi ta pojem v bistvu opredeli na ravni zakonodaje, ker moramo se zavedati, da je to v bistvu tista krovna, sploh za ministrstvo, pa tudi za agencijo, če ti na krovni ravni opredeliš ta pojem, kaj je njegov namen in funkcija znotraj znanstveno-raziskovalnega inovacijskega sistema, potem iz tega seveda vse skupaj sledi tudi, kar se tiče same upravičenosti stroškov. Sem pa že v preteklosti tudi povedal, da je to zaenkrat bolj moj nek oseben pogled, tudi na podlagi vseh pogovorov, ki jih imam z vami, pa tudi tega, kar je kolegica Mirjam povedala. Jaz mislim, da bi mogli iti v sistem, kot je v uveljavi recimo v trenutnem aktualnem programu Obzorje Evropa, kjer preprosto komuniciranje znanosti je integralen del vsakega raziskovalnega projekta. Tam znotraj tistega se da tudi nasloviti potem te dileme, ki smo jih ravno kar pač imeli, kdo torej komunicira, kdo ima znanje, kdo ima veščine, ker se to potem znotraj neke raziskovalne skupine, ki naslavlja neko temo, v bistvu dogovoriš, v bistvu tudi zbereš tiste, ki so najbolj primerni za to. Poleg tega ti pa to tudi omogoča, mislim, da to bi bilo tudi dobro s časoma integrirati v naš sistem, da lahko pa tudi te dejavnosti v bistvu s pogodbo odpelješ ven, ker ni nujno,
da si ti najboljši in ravno s tem mogoče tudi včasih rešiš to dilemo, ki si jo samo izpostavlja, torej da se potem pa raziskovalec, ki ima do tega večjo tendenco, toliko preobremeni s tem, da malo zanemari svojo prvotno dejavnost, ne, svojo znanost, ker moje mnenje pa še vedno je, da če pa hočeš biti dober komunikator znanosti iz znanosti, se moraš seveda primarno posvečati svoji znanosti, ne, ker sicer ti bo vsebine zmanjkalo. Tako da jaz mislim, da to bi mogel biti naš nek cilj, upam tudi, da ne bomo pač rabili 5 do 10 let, zato da bomo do njega prišli, ker žal tendence v globalnem prostoru so, da takrat pa moje odprta znanost sploh več ne bo koncept, o katerem se bomo pogovarjali, tako da jaz mislim, da moramo pospešati korake in fajn je, jaz vidim, da tudi vsi počasi postopamo na svojih ravneh, delamo na tem, da bomo do tega prišli. No. Lahko, seveda. Kar vi najprej, potem imam pa jaz tudi zate vprašanje. Ja, hvala. Jaz bi se samo navezala na to, kar je kolega Neubauer odprl, da je pri vsaki zadevi več dobrih predlogov, kot je možnosti. Sedaj, oziroma pred enim letom dobrim, ko je bil odprt zakon, smo tudi mi predlagali ministrstvu, da bi bilo komuniciranje naslovljeno konkretneje. Seveda razumemo, da so bile bolj prioritetne vsebine, ki jih je ta novela naslovila in verjamemo, da enkrat v prihodnosti pa bo tudi to razdelano. Za nas kot agencijo bi bilo seveda lažje, če bi bilo to razdelano. Ampak po drugi strani je pa morda to, da zdaj skupaj z vsemi vami, predvsem z raziskovalno skupnostjo, nekako testiramo, kaj bi bile dobre rešitve, pa mogoče tudi ni sploh slabo. Zdaj bi pa jaz, ker je doktorica Novak, v bistvu sem jaz hotela, lahko poveste, kar ste želeli, ampak imam jaz v bistvu eno podvprašanje. Za znanostjo na cesti, čeprav razumem, tudi operativno podpirate tuje projekte pri komunikaciji, Horizon projekte. Lahko malo tej izkušnji mogoče poveste, pa seveda se navezete tudi na to, kar je bilo rečeno. Bom pa najprej eno repliko na tole debato o finančni podpori komuniciranju znanosti. Torej, jaz sem tukaj le zagotovo raziskovalka z najdaljšim stažem, kot vidite po barvi mojih las, mislim, da sem bila 48 let pa pol v znanosti, kar je kar lepa številka, a ne? In vam lahko povem iz prve roke, da glavni del prostega teka raziskovalca je v birokraciji. Je v tem, v pripravah, kar naprej pripravljaš projekte in kar naprej poročaš o projektih. Se pravi, zelo velik del časa raziskovalca, raziskovalke gre za to, kar smo do zdaj že počeli in je tega vedno več. Jaz imam občutek, glede na to, da sem hkrati tudi komunikatorka in sem na tem delala tudi zadnjih 20 let kot raziskovalka že, je bil to kot prvo bolj lušten del dela, pa še manjši del. Mogoče zato, ker pač mogoče res imam majčken talenta tudi, ampak dejansko sem šla tudi skozi 20-letno šolo komuniciranja znanosti v sklopu evropskega projekta. No, zdaj pa odgovor na vprašanje, ki si ga zastavlja. Torej, znanost na cesti je od leta 2020 bil vključen v 3 večje evropske projekte. Razlog je bil ta, da sem jaz pač kot raziskovalka počasi izklapljala in so moji kolegi iz prejšnjih evropskih projektov, strokovnih, me pač povabili zraven pač kot komunikatorka znanosti in sem ostala z njimi. Znanost na cesti je sodelovala na področju dissemination and communication točke. V enem projektu smo bili v 2 podizvajalci, v enem direktno partnerji, kjer je pač to bilo omogočeno, ker je bil to tak tip projekta, ki ni zahteval birokracije. Te namreč znanost na cesti ne zmore, ker nimamo nikogar, ki bi se s tem v resnici ukvarjal, nihče ni zaposlen, vsi smo volonterji. No in zdaj lahko že rečem, en projekt se je že zaključil, en projekt se zaključuje letos, se pravi pišemo obilna poročila tudi o komuniciranju znanosti in en projekt je zdaj v 2. letu. Za vse 3 projekte smo morali pripraviti komunikacijski načrt. V prvem komunikacijskem načrtu, ki sem ga pisala sama, sem plavala, ampak v bistvu že pred 6-7 leti se je dalo plavati tako, da si malo pomagal s spletnimi stranmi, ki so bogate na tem področju, se pravi danes je teh praks že zelo veliko znanih in javnih, tako da jaz se ne bojim, da ne bi znali raziskovalci pogooglati ali pa kar ChatGPT vprašati, kako se napiše, kakšna je struktura komunikacijskega načrta.
In moja izkušnja pri tem je, jaz zdaj lahko že tudi povem, da smo v projektu zastavili komunikacijski načrt, kar je bilo zelo fajn, ker je bilo treba ugotoviti, tako kot je že Sašo prej omenil, je bilo treba ugotoviti, koga naslavljamo, na kakšen način naslavljamo, kaj lahko pričakujemo in ti že vnaprej malo razmisliš, ne samo koliko doktoratov bo iz tega prišlo, pa koliko člankov bo iz tega prišlo, pa v katere revije jih bomo poslali, pa na koliko konferenc bomo šli, ampak tudi koliko seminarjev javnih bomo organizirali, koliko bomo poskušali napisati poljudnih člankov, a je kdo, ki lahko poljudni članek napiše, a je kdo, ki lahko mogoče kakšen intervju da, če ga bo kdo poklical in tako naprej, a lahko napišemo kakšen blog, a lahko odpremo socialne medije, ja seveda jih lahko, in seveda spletna stran, ki je tako rekoč samo landing page in na to bi zelo rada kasneje še malo replicirala. No, skratka, kar smo postavili je, ko smo se prej pogovarjali o merilih, takrat sem se naučila KPI-jev, se pravi Key Performance indikatorjev, ki jim rečemo, kako jim rečemo po slovensko, kazalniki. Ja, postavili smo pač neke kazalnike, kar je bila zanimiva vaja, ker je bilo treba o tem razmisliti in tako jaz tudi razumem poziv agencije k pripravi komunikacijskega načrta, se pravi razmislite na začetku, kaj lahko naredite in napišite tisto, kar mislite, da lahko naredite. Saj več kot to verjetno tudi vi ne pričakujete, ne? In ko ti to razmisliš in postaviš neke kazalnike in jih vsako leto samo pogledaš in rečeš, aha, tole smo brez veze, Facebook je brez veze, LinkedIn je pa super, dajmo tam majčkeno več objavljati. A lahko napišemo kakšen poljuden članek, ma v bistvu vsega da. Zdaj pri evropskih projektih je hec to, da pač jaz recimo nisem poznala situacije v drugih državah. Jaz sem jo poznala samo v Sloveniji in danes vam lahko povem po tej izkušnji, da je v Sloveniji tako precej boljš, kot je v Italiji, Nemčiji, Angliji in tako naprej. Marsikje na tem področju, da imamo mi bolj razvito, vsaj mogoče v sodelovanju z znanostjo na cesti, da je to tako bilo, no, ampak mi smo bili bolj učinkoviti pri komuniciranju, kot so bile druge države. Je pa seveda težava to, kar definitivno se bo tudi pri nas zgodilo, da bodo skupine oziroma da bodo raziskovalci rekli, jaz nimam časa, ali pa nič ne bodo rekli, ampak samo naredili ne bodo. Zdaj bi pa prosila doktorja Dularja, da v bistvu vi ste večkratni prejemnik ERC projektov, kjer je to nek standard, torej da se jih tudi skomunicira, kakšne so zahteve tam, kako ste se jih lotili, kaj ste se naučili, kaj so mogoče, katere prednosti ste vi videli v tem, pa kaj so mogoče slabosti ali pa kakšne omejitve, ki ste jih zaznali, pa ki je mogoče dobro, da jih mi ne uvedemo v slovenski sistem. Mislim, nekih formalnih zahtev pa ERC-ju ni, da bi res mogel nek komunikacijski načrt ali pa kaj takega prijaviti, tudi po začetku ne. Se pa jasno pričakuje to od raziskovalcev, ne. In mislim, da kar ERC zelo dobro dela je, da dobitnikom vedeti, da je to tisto, kar njim prinaša vidnost in potem tudi posledično odločevalci to vidijo in potem namenijo več financ ERC-ju, da lahko prijaviš, financirajo več projektov, ne. To je tisto, kar se mogoče raziskovalci nasplošno ne zavedamo, da če ne bomo odločevalcev prepričali, da je to pomembno, pač ne bo namenili tega denarja za znanost. In to je tisto, na kar bi mogli verjetno ciljati s tem načrtom, da se vsi zavedamo, koliko je to zares pomembno, da se ta krog zaključi. Zdaj, kar se tiče ERC-ja, jaz imam v prijavi, sem napisal, mogoče v prvi niti nisem, vseh naslednjih pa sem, kako mislim komunicirati, kakšne izkušnje imam, koliko sem imel, mogoče ni bilo številčno, kakšne številke, ki so res bile bombastične, tisto sem dal, ne vem, da sem pred 1000 ljudmi v Cankarjevem domu imel nastop. Tako stvar daš, ker to je neki impact, pa tako velik, da pokažeš, da tudi tega si sposoben narediti. In mislim, da jim je to všeč in tudi v ARIS projekte jaz to noter vključujem, pač imam te reference in mislim, da to je pomembna reč. Kako bojo pa to ljudje zdaj pri tem razpisu delali, kako bojo raziskovalci tega se lotili, pa jaz težko ocenim. Lahko, da bo šlo v dveh smerih, ali bo poplava nekih objav, predvsem bo to PR, to bo verjetno Saša bolj povedal, kaj je PR pa kaj je komunikacija znanosti.
ker sta dve zelo različni stvari to. Ali bo to druga opcija, ki se jaz bojim, bo pa tako, kot je bil predpis, morate imeti spletno stran projekta in ta spletna stran projekta bo na strani inštitucije podzavihka, kamor bo avtomatično vsaka KOBIS objava letela in potem imamo kljukico in imamo internetno stran. To je pa druga opcija komunikacije znanosti, ki se lahko nam zgodi. Imam pa še eno izkušnjo, čisto na hiter. Zadnji projekt, ki smo ga imeli za Evropsko vesoljsko agencijo, ki je bil sicer študentski projekt, tam je bilo pa izrecno napisan, da bo ocenjevali še prijave, koliko dobro nameravaš skomunicirati to, ker je njim toliko zelo pomembno, da pokažejo, da podpirajo študente za vesoljske tehnologije, da če boste to dobro predstavili, imate bistveno več možnosti, da dobite ta projekt. In mi smo se tega res orenk lotili, smo potem ena sodelavka, oziroma študentka, je potem bila samo temu namenjena in je vse te medije ona pokrivala, mogoče nam je šlo na živce tistim, ki smo za resne stvari delali, ampak je bilo odlično, ker smo res dobro skomunicirali. Mogoče je šlo kakšna stvar tudi preveč banalizirana, bila potem za naše pojme, ker potem so vsi o vesoljski majonezi govorili, kar smo malo čudno zdeli, ampak bil pa nek tak clickbait, ki potem pa smo imeli, kaj vse smo naredili, pa zakaj je to pomembno. Tako da ja, to je nekako. Jaz bi se kar vrnila na doktorico Novak, omenili ste, tole mi ne gre danes, spletno stran, da bi še nekaj več povedali o tem, pa kar je ravno omenil to. Ja, sem že hotela roko dvigati, ja. Zadnjič na prejšnji okrogli mizi je že Anže Županič omenil, da bi se mu zdelo fino, da bi na enem mestu bilo dostopno vse, kar se tiče, kaj pa vem, ko se tem reče, projektov in tako naprej. Ja, jaz to že nekaj časa tudi poudarjam. Mislim, da sem že pred parimi leti nekje javno tudi omenjala to idejo, ki je po moje povsem izvedljiva. In sicer mislim, da bi vsi projekti, ki so odobreni, ja, na nek način nekje se pojavijo, zagotovo, mislim, nekje na postran, ampak na strani agencije bi pa po moje potrebovali eno samo stran, ne vem, kako se spet reče v slovenščini, landing page, se pravi en tak zbir vseh teh projektov, namreč zelo pogosto slišim od novinarjev, ki jih ne smemo zanemariti, mediji so namreč naši posredniki, oni so tisti, ki so med raziskovalci in med javnostjo, oni vejo, kaj javnost zanima, na kakšen način naj jim povejo, da bodo razumeli. Skratka, dostikrat me novinarke sprašujejo o projektih in kako pride do tega, kdo to vodi in tako naprej. Na ta način sem sicer zelo spoznala pokrajino precej širše iz svojega področja, ampak v bistvu to ni dober način. Dober način bi bil, da bi recimo Maja Ratej iz Vala 202 lahko odprla stran Arisa, tam bi bil link na projekt, ki ga izvaja Matevž Dular, in on bi lahko imel totalno skrito tisto stran kjerkoli, ampak ta link bi peljal direktno tja. In tam bi bil obvezen, edina stvar, ki bi bila obvezna, bi bil poljuden kratek povzetek na pol strani, ampak poljuden ne tako, kot se bi zdel ne vem komu, ampak tako, da ga zaradi mene PR-ovka inštitucije razume, da ga ena uradnica, uradnik na agenciji razume, da ga torej vsak razume, torej poljuden povzetek, kontaktna oseba, koga naj novinarka pokliče in mogoče par ključnih referenc na projekte. Se pravi, to ne bi obremenjevalo v resnici računalnika agencije, zato ker bi bile stvari tam, kjer pač so, ampak bi bila pa direktna povezava in mediji bi natančno vedeli, kje te podatke dobiti. Zdaj bi pa prosila doktorico Kerčevan, je želela imeti repliko že prej, se opravičujem, pa potem še... Ja. Vmes sem imela že par drugih, mislim, se mi cel cajt neke ideje porajajo, ampak mogoče zdaj, da se ustavim pri teh spletnih straneh, se strinjam s tem, kar je kolegica Novak predlagala, ampak lahko povem anekdoto iz našega projekta. Mi smo znotraj tega projekta, ki je razvijal ta mikrodokazila, vzpostavili tudi
testno platformo za komuniciranje znanosti, imenovano Ultravet. Lahko pogledate, dokler jo še imamo, ker njen čas se izteka. Zakaj se izteka? Ker je konec financiranja in ne moramo zagotoviti trajnosti teh rezultatov, čeprav je ena od postavk, ne, trajnost rezultatov in vidnosti. Mi nimamo variante in smo to preverili z vsemi službami na fakulteti in z strokovnimi službami, ki podpirajo na univerzi in ministrstvu ta program. Ne moramo zagotoviti teh, ne vem, 20 do 100 evrov, da podpremo domeno iz teh sredstev, ne, in da vzdržujemo vsaj še par let to, kar že je gor. Mi bomo zdaj za poročanje, žal, mislim, sama sebi se zdim smešna, ko bom to rekla, ampak nismo našli drugega načina. Za trajno hranjenje zdaj dokazov o tem, kako smo porabljali denar, moramo narediti printe, pač screenshotov in pač vsega, kar smo dajali na to spletno stran. Ker edino tako lahko zagotovimo, da imamo zdaj za naslednjih par let, če bo prišla revizija, nek dokaz, da smo res upravičeno porabljali ta sredstva. Popravite me mogoče, lahko tudi potem izven tega omizja, ampak dejansko nismo našli načina, no, in zato se mi zdi, da mora biti tudi taki praktični aspekti, morajo biti vključeni v programe financiranja, tudi ti vidiki, ne. In ob tem smo mi usposabljali tam za objavljanje teh vsebin, smo usposobili ekipo študentov iz različnih fakultet, smo jih sami vzgojili za prevajanje znanstvenih člankov v nek jezik za pač širšo populacijo in tudi za mlado populacijo. To smo pol tudi prek Instagram računa tega projekta razširjali in se je izkazalo, kako težka je ta naloga, ne. To dejansko študenti, če niso ustrezno usposobljeni, ne morejo samostojno opravljati, ne. Zdaj jih imamo, ne, upam, da bojo nekje našli, ne, v tem ekosistemu slovenskem, ki se zdaj razvija okrog komuniciranja znanosti in se profilira na komunikatorje znanosti in druge pač deležnike, da bojo tudi ti mladi našli svojo pot. Se pa strinjam s tem, kar je pač kolega Neubauer povedal, da morajo dobiti ta znanja tudi pot v kurikule, ne, hkrati jih pa lahko dopolnjujemo na hitrejši način, ker se to področje stalno razvija, jih zelo hitro lahko dopolnjujemo z mikrodokazili. Še vi ste imeli repliko, ne? Ja, jaz bi se navezala na to, kar je doktor Novak izpostavila, pa bi najprej poskusila eno opredelitev vpeljati, če je entiteta tisto, na kar se nanašajo zapisi v podatkovni zbirki. Potem mislim, da gre za dve različni stvari. Torej, v tem primeru pa se potem nad to podatkovno zbirko, če si predstavljamo informacijski sistem, s pomočjo katerega lahko poizvedujemo nad temi podatki. Torej, kar se tiče podatkovne zbirke projektov, podatkov o projektih, to že je na SIGRIS-u. Lahko, da ni najbolj user-friendly, lahko, da ni najboljša in tu verjamem tudi, da razumete, da so naše kapacitete in zmogljivosti omejene, zato če boste tisti, ki to poznate, ki veste, kaj bi potrebovali, kakšno reorganizacijo sistema bi predlagali na podlagi vaših izkušenj. Če boste pripravili nek koncept, jaz mislim, da bo to dobrodošlo, da bo zagotovo agencija to pogledala, ne pravim, da bomo naredili ali pa v kolikšnem času, ampak to bi bilo dobrodošlo. Drugo, kar je doktor Županič prejšnji teden naslovil, po mojem razumevanju, upam, da smo enako razumeli, je bilo pa naslednje. Tam bi bila pa entiteta te podatkovne zbirke problem, znanstveni problem, recimo vprašanje. In če sem jaz ga prav razumela, on je rekel, da manjka to, da bi različne vede naslavljali en in isti problem vsaka s svojih vidikov. Meni se to zdi super ideja in mislim, da bi bilo potrebno, ampak to je pa nekaj čisto drugega. Povezave iz teh problemov bi lahko šle tudi na projekte, kamorkoli že, ali v to SIGRIS zbirko ali pa kam drugam, ampak mislim, da sta to konceptualno dve različni zadevi. Ja, se strinjam s tem, kar je Mirjam povedala, in meni se zdi, da sta to dve različni zadevi, hkrati pa mislim, da bi rabilo oboje.
če se ne motim, pa mogoče se motim, tako da Mirjam, če bom tukaj zavajal, mi oprosti, ampak mislim, da ima avstrijska agencija nekaj podobnega, kar je dr. Novak omenjala, tam lahko dejansko greš na landing page in potem v bistvu res en odstavek za vsak, ampak tak zelo namenoma poenostavljen. In tisto, kar pač tudi na podlagi recimo izkušenj z komuniciranjem strani ministrstva vidimo dejansko, koliko je to pomembno sploh, kadar želiš, da recimo novinarke, novinarji tvojo sporočilo peljejo naprej. Mi smo imeli tako izkušnjo, lahko povem točno z pač vstopanjem Slovenije v polnopravno članstvo od CERN in smo rabili zunanjo podporo in zunanje razmišljanje za to, da smo do tega prišli, ampak tam smo videli, koliko je pomemben, da imaš ta landing page, kjer so vse osnovne informacije o neki temi, ki jo pač ti želiš komunicirati in dejansko se novinarke in novinarji tja obrnejo, to jim je v bistvu osnovna informacija za kadarkoli to temo načenja in zato se mi zdi, da je to zelo dobrodošel predlog. Zdaj, bodi si na ravni posameznega projekta, kar je pomembno, se mi zdi tudi iz vidika popularizacije in promocije same znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki jo izvajajo naše raziskovalne organizacije, ali pa iz vidika pač čist krepitve vloge znanosti v družbi, kjer pridemo pa na ta drug, to je pa torej, da se recimo novinar, ki se ukvarja z vprašanjem podnebnih sprememb, najlažje pač razložimo, da ima osnovne informacije o interdisciplinarnih pogledih znanosti na to vprašanje, ker se s tem v končni fazi tudi krepi relevantnost informacij, ki se pojavljajo v javnosti na splošno. V bistvu s tem lahko vsaj en delček probamo nasloviti tudi pač problem dezinformacij, napačnih informacij in zlonamernih informacij, ki se pojavljajo. Tako da jaz mislim, da bi oba ta vidika bila izjemno potrebna. Tudi zelo me žalosti to, kar je dr. Karšek vam povedala, da se pač ne najdejo načini, da se neke spletne strani, ki so pomembne, ohranjajo. Jaz mislim, da v sistemu bi moralo biti dovolj sredstev, da bi se pač taki malenkostni stroški pokrili. Tako da upam, da recimo, če bi imeli neka take platforme, da bi se recimo tam tudi najdel prostor, kjer lahko tudi informacije o projektih, ki so že potekle, vsaj v obliki enega odstavka, so vedno na voljo. Jaz se bom zdaj vrnila malo nazaj tudi na komunikacijski načrt, ker o tem ne bi govorili, sicer so to super ideje in se zelo strinjam z njimi, pa bom samo na hitro podelila dve moji izkušnji. Ena je v času doktorata v tujini, pa tudi potem kasneje kot dela kot znanstvena novinarka, kot tu delujem, mi je zelo všeč, da na nekaterih tujih univerzah, recimo na univerzi, kjer sem jaz delala doktorat, so to profesorji pa vsi raziskovalci zaposleni tam imeli en okenček na njihovi osebni spletni strani, kjer je bilo na voljo za medije in potem niz vprašanj, na katere lahko odgovarjajo oziroma so se pripravljeni oglasiti. To se mi zdi tak zelo dober način tudi, da najdeš. Tudi na drugih univerzah je to, ampak tam so prav dejansko imeli, zakaj so na voljo za medije. Druga izkušnja pa je trenutno, ko vodim en projekt v okviru Impetusa, to je financiranje raziskovalnih projektov na področju občanske znanosti, kjer so nas zelo močno potisnili v to. Oni imajo neko spletno stran, nek landing page in vsak projekt je na tisti njihovi spletni strani dobil svoj okvirček, kjer smo na začetku mogli jasno dati povzetek, kaj bomo delali, kaj bomo raziskovali in zdaj na koncu so zahtevali od nas, da smo pripravili nek video z končnimi, niso še končni rezultati, ampak s tem, kar smo delali v zadnjih 6 mesecih in pa tudi nek kratek poljuden članek na to temo. In že spet je v bistvu celotna ta projekt poskrbel za to, da je bila spletna stran, da je bilo vse to za vse na enak način prikazano. Ker recimo trenutno, ko tu delujem v mreži občanske znanosti, vemo, da je letos ARIS financiral kar več 10 projektov občanske znanosti in edin vir tega, kako pridemo do njih, kako jih najdemo v mreži, da jih povabimo v sodelovanje v mreži, je v bistvu neka PDF tabela, ki je na strani ARIS-a. Bi bilo super, dejansko se strinjam, če bi obstajal neka malo lepši način tega dostopa. Zdaj bi pa prosila dr. Dolenca, da še mogoče preidemo na zadnji del, na zaključek, malo smo pozni, pa potem sem videla, da je tudi nekaj vprašanj. Že več kot 20 let sem že omenila, vodiš ta spletni portal Kvarkadabra, kjer je mogoče bila neka ideja tega zadnji, tudi neka ta, o čemer smo govorili v tej drugi točki, torej nekaj tej širšem razumevanju znanosti in konteksta znanstvenih raziskav, kaj se uvršča in odpiranje tudi teh večjih vprašanj, podnebne spremembe vse, ampak se je veliko drugih tudi. Kako vidite v bistvu ta poziv k pripravi načrta za komuniciranje znanosti, kje so morebitne omejitve, priložnosti in pa kako se
po vašem mnenju ta načrt mogoče vklaplja tudi nek poklic oziroma mogoče v prihodnosti tudi profesionalizacija komuniciranja znanosti, tudi za te študente in študentke na nek način, ki ste jih izobrazili v okviru tega projekta z Ultravet, je Ultravet, ja. Ja, mislim, da je zdaj v tej fazi zelo pomembno, kam bomo vsi skupaj zapeljali zdaj, to zahtevo, ki je dobrodošla. A bo zdaj z tega nastalo nekaj, iz česa bo imela tako, kaj vem, širša javnost, če to besedo uporabim, znanstvena skupnost, nekaj pozitivnega, da bodo vsi prepoznali, da je to nekaj koristnega tudi za samo znanost, ali bo to zgolj še nek dodaten birokratski ukrep, kjer bo ljudje pač nekaj napisali samo zato, da napišejo, ne. In mogoče je v tej fazi pomembno, da se pripravijo mogoče primeri, kaj vem, kako bi to izgledalo v idealni obliki, če se da kaj takega narediti z mogoče raziskovalci, ki to bolj obvladajo, in mogoče, da mi, ki imamo več izkušenj s tem predstavljanjem za različne javnosti, da pomagamo oblikovati neke smernice, priporočila, mogoče zdaj imamo tudi veliko orodij umetne inteligence, ki lahko prav na tem področju veliko pomagajo, če jih znamo na pravilen način uporabljati, ne. Tako da, in ko smo govorili glede kazalnikov, ne, kakor iz te svoje zgodovine lahko povem, da je kar močen kazalnik to, kako recimo, če znaš spodbuditi najprej zanimanje za nekaj, na kar še nihče ni pomislil, na nek vidik nov, ki izhaja znanosti, ali pa na neko področje, ne. Zanimanje mogoče v prvi fazi, ker pač nimaš vpogleda v to, kaj ljudje mislijo, lahko pa hitro vidiš, kaj mediji povzamejo, ne, in kako povzamejo. Povzamejo tako, da vidiš, da so novinarji razumeli tisto, ali pa da so si mogoče napačno predstavili. In zdaj, če bi raziskovalci uspeli določiti, kaj so te njihove ciljne javnosti, in potem videti, a je iz te ciljne javnosti prišlo nazaj nekaj, kar daje znak tega, da so vsaj malo razumeli, da so jih recimo odločevalci, ne vem, poslanske skupine povabile na pogovor o neki temi, če je kaj takega, ne. To so lahko neki kazalniki, ki povejo, da je uspel ta preboj neke vednosti v druge kroge zunaj same znanstvene skupnosti. Zdaj, če pa se mogoče vrnem na Kvarkadabro in na vse to, kar smo s skupino somišljenikov počeli zadnjih, mogoče zdaj že 30 let, ne, se mi pa zdi, da nekaj, kar je postalo mogoče zdaj počasi vrednota, je neka refleksija tudi same znanosti, same skupnosti. In to je mogoče tisto, kar je razlika od PR-ja, ki je nujno pomemben, in dober PR je res osnova pač za stike z mediji, ne, vsaka inštitucija ga mora imeti, ampak PR ne bo nikoli delal refleksije, ne. Refleksija pa zmeri zastavljena tako, da imaš nek ideal in neko realnost in potem to primerjaš, ne. To je neka dobra refleksija in to mora postati nekaj, kar je spoštovano v znanstveni skupnosti, kar znanstvena skupnost ceni, in tudi se nekam to v celem sistemu umešča, ne. To je zdaj en velik problem. Zarja si vprašala, ne, glede profesionalizacije tega področja. Velik problem je, da drugje po evropskih državah in tudi svetovnih, kjer imajo že daljšo tradicijo te refleksije same znanosti znotraj znanosti, ne, imajo v sistemu predvidena mesta za takšne ljudi, ki niso PR-ovci, ne,
ampak so nekako znotraj znanosti znanstveniki, ki reflektirajo samo znanost. Tega pri nas še ni. No? In tudi ni zavedanja, da bi bilo to del znanosti in da je to pomembno. Ne? In tukaj pa moramo še zelo veliko narediti. Ne? Ja, oblikovanje, v bistvu omenil si refleksijo znanosti, a ne, na nek način tudi komuniciranje znanosti vodi do neke sinteze, analize, ne samo do diseminacije, pa do promocije vedenja. In mislim, da, saj po mojem mnenju, če le to lahko vodi do nekega oblikovanja mnenj na podlagi znanosti in pa tudi nekega širšega, globjega razumevanja znanosti. Zdaj bom jaz naredila premor, pa bom nekaj vprašanj pobrala klele iz Zooma, potem bomo pa še zaključili z nekim take-home messageom oziroma sporočilom za domov, glede tega, kar smo že govorili. In sicer najprej prvo vprašanje se mi zdi, da se je dotikalo v resnici načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Gospa Tina Maver je vprašala, pa tukaj bom mogoče prosila Tadeja Kleleša iz CTK-ja tudi zraven, bo mogoče boljše razumel in pa vas, da tole razrešimo. Sama sem testno reševala predlagan obrazec strani Arisa in ne razumem, zakaj se tega ne vključi v samo projektno prijavo, saj je potrebno ponovno zapisati številne informacije, ki so zapisane že v sami prijavi projekta. Predlagan obrazec strani Arisa za komunikacijski načrt še ne obstaja, ne? Mogoče to NRRP, torej... Torej, govorimo o dveh stvarih. Trenutno je zelo aktualen tudi načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki, torej to je del tudi odprte znanosti. Potem pa bo šlo še za drug, kjer bo pa načrt za komuniciranje znanosti. Ja, o obrazcu komunikacijskega načrta zaenkrat še ne govorimo, če bomo sploh kdaj, če se vprašanje nanaša na načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, bi prosila, če ga pošljete na naslov odprta znanost@aris-rs.si. Okej. To smo razrešili, potem imamo pa kar vprašanje, v bistvu, ki je tudi del tega zadnjega sklopka oziroma zaključka, in sicer, oziroma bom najprej prebrala še komentar gospoda Andreja Grebenca, in sicer pravi, da izkušnje iz dela Evropske komisije na področju izbire in financiranja projektov so zelo različne. Večji projekti imajo agencije za komunikacijo in diseminacijo kot projektne partnerje, v manjših projektih eden od partnerjev in zanimivo večinoma industrijski partnerji prevzame funkcijo koordinacije in distribucije kanalov, ostali pa delajo prispevke tudi v različnih jezikih. To je zelo pomembno, kakor ste vi, dr. Novak, že omenila izkušnje iz vaših projektov, ki ste jih podpirali kot Znanost na cesti. Slovenija je majhna in diseminacija morda malo lažje, ker poznamo kanale, in težje pa v Evropi in svetu, kar verjetno tudi deloma drži. Dobra izkušnja za osebno komunikacijo znanosti je tudi TEDx. Mislim, da to ste vi, dr. Dular, omenjali, ne ta 1000 ljudi v Cankarjevem domu, sklepam, da je bil TEDx. Sicer pa predlaga še neko ime za ta odlagališče projektnih zadev, oziroma mogoče kot da bi bil nek repozitorij, ki bi bil verjetno uporabnikom zelo prijazen za dostop do tega. Potem imamo pa še od Teje Romih vprašanje, ki ga bom kar prebrala. Eni vidik, ki po mojem mnenju ni dovolj izpostavljen, je ta, da bolj aktivno komuniciranje znanosti pomeni tudi večje družbeno izpostavljanje in s tem večje tveganje za napade strani drugače mislečih. Vemo namreč, da se v javnosti širijo tudi prepričanja, ki niso nujno v skladu z realnostjo, v določenih okoliščinah lahko postanejo celo prevladujoča. Kako zagotoviti, da znanstveniki ne bodo postali tarče družbenega gneva v primeru, da se razširijo določena nepravilna prepričanja? Seveda je odvisno od področja do podpodročja, niso vsa enako izpostavljena. To, kar se recimo trenutno dogaja v ZDA, je zelo pomenljivo. Imamo kdo kakšen komentar? To dejansko vem, da saj, Sašo, ti si bil že tarča kakšnih takih tit? Ne, absolutno izjemno pomembno vprašanje. Mislim, da smo se ga v preteklosti tudi že enkrat dotaknili. Meni je zelo blizu nemški model tukaj, ki so nam ga enkrat prav osebno predstavili, ker se tudi zavedajo pač tega problema. Zdaj, če odgovorim na kratko, kako to preprečiti? Ne da se. To je pač del žal, ki pride zraven in ga mora vsak, ki se loteva komuniciranja znanosti, zavedati, da je to pač eno od tveganj, v katerega se spušča. Ali pa lahko vzpostavimo podporne mehanizme za to, da blažimo negativne učinke tega, je pa odgovor da. Recimo nemški model je, da so v bistvu znotraj samih raziskovalnih in visokošolskih organizacij vzpostavili neko v bistvu podporno mrežo, ki je dejansko sestavljena iz raziskovalk in raziskovalcev, ki so imeli že v preteklosti izkušnje s tem, recimo, tako kot si Sašo, kar si ti omenil, ki v bistvu potem
deluje kot neka podporna mreža za to, da reče, ne, na kakšen način se poskušati odzivati v različnih situacijah. Ker tudi vsaka situacija, do katere pride, ne, v takih primerih, do pač nekega, lahko je zgolj verbalnega napada ali pa tudi drugih primerov, ne, je unikatna in ni enovite rešitve na to. Zato je pomembno, predvsem se mi zdi, da obstaja pač neka podporna mreža, da se lahko raziskovalec, ki se s tem sreča, ve, kam se obrniti, vsaj za tisti prvi nasvet. Včasih grejo lahko zadeve žal tako daleč, da je treba, ne vem, organe pregona vključiti ali pa kakšne druge, ampak včasih je pa dovolj samo pogovor, podpora, malo nasveta, usmeritev v smislu, naj te to ne obremenjuje, ne pač ne zaradi tega ne prekini pač svojega komuniciranja in tako naprej. Je pa treba imeti tak sistem vzpostavljen in se pravim, še enkrat, da zelo všeč mi je pač ta nemški pristop in bi ga bilo mogoče treba tudi v prihodnje tudi pri nas razmisliti o tem, da bi nekaj podobnega uvedli. Replika. Ja. Če lahko dopolnim, jaz bi potegnila eno paralelo z novinarstvom tu. Ne? Tudi novinarji so pogosto tarče napadov, tudi zaradi stvari, mislim, zaradi poročanja o temah, ki niso njihove teme, mislim, oni samo poročajo o tem, pa so potem se nad njimi, ne, znašajo z raznimi pritiski, tudi pač napadi, tudi fizičnimi, ne, ali pa s tožbami. In tu se vidi po raziskavah, v katerih sem tudi jaz sama sodelovala, se vidi razlika med stopnjo obremenjenosti potem ali pa izpostavljenosti tem pritiskom novinarjev, ki so prepuščeni sami sebi, recimo v nekih manjših ali pa lokalnih medijih, ali pa novinarji, ki so del nekih večjih organizacijah, ki imajo ustrezne protokole razvite, ki tudi že anticipirajo, da bo prišlo do mogoče takšne eskalacije in imajo ustrezno pravno in psihološko podporo zagotovljeno. Ne? Tako da to, jaz mislim, da to ne sme biti samo na ravni nekih neformalnih podpornih mrež, ampak čisto sistemsko urejeno. Ne? In zato tudi stalno poudarjam to potrebo potem, da se premaknemo iz te stihije in individualnih pristopov k nekemu bolj sistemskemu pristopu. Ne? Ja, v množici dogodkov, ki jih je Znanost na cesti organizirala v zadnjih 13 letih, sem seveda tudi jaz že se spotaknila ob 2-3 take situacije, ampak še kljub temu mislim, da znanost se ne bi smela ustavljati in prepustiti prostora psevdoznanosti, zato ker nas kdaj ustrahujajo ali pa ker se kdaj z nami ne strinjajo. Se ne strinjamo in mislim, da znanstveniki moramo izpolnjevati prostor. Ja, zdaj, lahko je tako načelno, ne smo vsi se strinjamo s tem, kar je Saša povedala, ampak konkretno so pa problemi, ko pač neka avtoriteta, redni profesor, akademik širi totalne neumnosti, ne, kaj zdaj narediti, ne, in ima mogoče celo podporo svoje inštitucije, ki je ugledna v Sloveniji, ne. Kaj zdaj v takem primeru narediti? Ko na to pozoriš, pa ti potem dobiš grožnjo s tožbo, ne. Kaj zdaj? Ja, to niso tako neki garažni izumitelji, ki imajo neke čudne ideje. Saj imamo tudi v tujini primer, recimo Jordan Peterson je tak. Recimo, ja. In tako da je treba mogoče tukaj vzpostaviti, mogoče za začetek, mogoče na agenciji, na ministrstvu, kaj pa vem, kje vsaj nek način, kjer se taki primeri zbirajo, pa se jih potem neka, kaj vem, komisija jih pregleda enkrat na leto, pa vidi, pri čem smo, ne, da vsaj imamo neko statistiko takih primerov, ker tukaj si prepuščen sam sebi, ne. Jaz sem recimo rektorja opozoril na to in rekel, ja, seveda imaš prav, ne, ampak kaj čem jaz narediti, ne. To je realnost, ne, in zdaj glede določenih vprašanj sem pač zdaj zadnje čase res pač striktno nehal v njih pisati, zato ker vem, da je pač ozračje preveč razgreto, ampak ne med običajnimi ljudmi, ampak tudi med ljudmi z doktorati, ki so toliko nekako, kako bi rekel, obremenjeni z določenimi ideologijami, da
nalašč narobe razumel. Veš, da je dosti pameten in da ima dosti znanja, da bo tisto razumel, ampak te noče razumeti, ne? In to je tisto, ko vidiš, da komunikacija ni več mogoča, ne? In takih primeri niso redki in jih je treba nekako sistemsko začeti naslavljati. Zdaj bom pa jaz se vrnila nazaj na vprašanje komunikacijskega načrta, da s tem zaključimo, ker temu smo danes, čeprav smo zelo veliko, kljub temu, da smo, se mi zdi, celotno jesen imeli kar veliko debat in okroglih miz o komuniciranju znanosti, imamo občutek, da imamo še ogromno tem, ki jih lahko odpremo in o njih govorimo, ampak vseeno. Lenka Trdina je tudi vprašala in bom s tem v bistvu z vprašanjem iz občinstva prišla tudi na zadnji sklop. In sicer zanima jo, zakaj se pri dokumentu za komuniciranje znanosti iz ministrstva oziroma iz Arisa in pri okroglih mizah večinoma govori samo o raziskovalcih in raziskovalkah, popolnoma pa se spregleda druge stroke, grafični oblikovalci, službe za odnose z javnostmi, strokovnjaki v komuniciranju, sklepam, in organizatorji in strokovnjaki na področju organiziranja dogodkov, ki že sodelujo z raziskovalci in jih na nek način razbremenimo. Torej, tukaj je mogoče vprašanje oziroma komentar na to, bi kar vas prosila, pa dodatno tudi, ali lahko za namene oziroma v načrt komuniciranja tudi vključijo outsourcing teh dejavnosti, torej da povabijo koga od zunaj, ki morda ima dodatne veščine, grafično oblikovanje, vse, kar je bilo omenjeno. Tudi umetnike, konec koncev, mi v našem projektu za modrosti pod lupo, torej tem impetus občanske znanosti, sodelujemo z ustvarjalcev stripom, recimo. Ali je to tudi dobrodošlo pri vas, lahko razdelijo sredstva za to ali ne? Znanstveno-raziskovalna dejavnost izvajajo raziskovalci. Raziskovalci so tisti, ki se prijavljajo na naša sofinanciranja izvajanja te dejavnosti. Oni so nosilci projektov in zato so oni tisti, ki po svoji presoji organizirajo projektno delo. Bom zdaj ostala zaenkrat pri projekti, glede na to, da smo v projektne razpise najprej upeljali to dodatno zahtevo po komunikacijskem načrtu. Torej, tukaj gre za suvereno odločanje raziskovalne organizacije, prijaviteljice projekta. Mi ne moremo zdaj predpisati, kako naj raziskovalna organizacija izvede določene stvari. Jaz si zdaj bom poskusila se spet zmisliti en tak primer, da bo splošno razumljiv, glede na to, da smo z lanskim letom tudi prvič objavili razpis na osnovi akcijskega načrta za odprto znanost za sofinanciranje izvajanja aktivnosti občanske znanosti, ki je zaenkrat še v precejšnji meri žal prisotna v našem prostoru, tako da se občanske raziskovalce povabi, da pomagajo pri kakšnem zbiranju podatkov. Zdaj bom poudarila, da mi ne želimo, da bi šlo samo za to, ne? Mi želimo, da se občanski raziskovalci vključujejo v vse faze raziskovanja, ampak ker je pa primer skrajno enostaven in razumljiv, vse bom pa tega porabila. Naprimer, da dejansko gre za organizacijo zbiranja podatkov, naprimer v naravi, kot se je to začelo že pred vsaj 20 leti tudi v Sloveniji za projekti iz tega področja, in se organizira prevoz občanskih raziskovalcev na neko mesto v naravi, kjer se bo zbiralo podatke. Najverjetneje raziskovalna organizacija nima avtobusa in bo avtobus nekje najela pri nekem zunanjem usposobljenem izvajalcu avtobusnih prevozov. In to je seveda dovoljeno in omogočeno in upravičeni strošek. Ampak ne moremo vam mi predpisati, kako izvedite to aktivnost, zato morate tu rešitve najti sami. Torej je dobrodošlo, da se povabi tudi zunanje akterje, če lahko seveda pripomorejo k temu, da bo ta komunikacija čim boljša in pa sami pa ne to presodijo. Glavno pa je, da raziskovalci, raziskovalke še vedno so pač tisti, ki končen produkt ali pa končno vsebino nekako odobrijo. Če gremo v tako natančne specifikacije, v takšne podrobnosti, potem bi vseeno želela, da uporabljamo nevtralne izraze. Ne gre za to, da je dobrodošlo, gre za to, da nosilec projekta izvede aktivnosti na najbolj učinkovit način. Je sprejemljivo. Dovoljeno. Torej, če so kakšne dileme, kaj je dovoljeno v narekovajih ali ne, imate v času, ko so razpisi odprti, vedno možnost postavljati vprašanja. In torej tudi zdaj do tega, ko morajo oddati komunikacijski načrt. Se bi zdaj kar prosila, če... Mislim, pač projektne prijave so oddane in so takšne, kot so. Če bi pa v postopku priprave komunikacijskega načrta prišlo do kakšnih večjih dilem, pa ja, seveda lahko nas naslovite.
Ok, zdaj pa res samo še zadnji del bi prosila, če lahko damo zadej neko tako zelo preprosto časovnico. Torej, kakor sem na začetku omenila, smo se, naju je mene in Saša, Centralna tehniška knjižnica, za komuniciranje znanosti oziroma neko predlogo za načrt za komuniciranje, za katero ne moremo zagotoviti, da jo bo Aris tudi uporabil oziroma predlagal, vseeno pa bomo mi pač na nek način probali biti nek ta podporni steber temu, da bo mogoče malo lažje in ne samo strmenje v bel list papirja, ampak na nek način. In če zelo preprosto vrišem, kaj si mi predstavljamo, kot da naj bi načrt vseboval, je seveda, o večini teh stvarih smo že danes govorili v tem omizju, ampak eno smo pozabili mogoče namen. Torej, kaj sploh želimo doseči s komuniciranjem znanosti. Na začetku smo imeli nek cilj zdravje oziroma tematika socioekonomski učinek je mogoče se poveže na zdravje. Torej, kaj je namen, ali ne vem, lahko je namen zvečanje zanimanja za cepljenje, recimo. Lahko je namen obveščanje pri bolj torej pri vprašanjih, ki se tiče bolj bazične znanosti, tudi namen zgolj pač odgovoriti na to vprašanje oziroma nekaj novega izvedeti in na nek način to tudi potem deliti širši javnosti. Torej, kaj je cilj komuniciranja, potem določimo jasno ciljno občinstvo, o tem je bilo danes že kar nekaj omenjenega, medije, torej medije sporočanja in kanale komunikacija in pa na koncu na nek način kazalniki merjenja nekega učinka. Tako si mi zaenkrat predstavljamo nek grob osnutek tega. To bomo, torej danes imamo ta posvet, kjer sem jaz vsaj prejela ogromno informacij, z vseh strani tudi iz komentarjev, ki smo jih prejeli. Potem v januarju oziroma decembru, januarju bomo pripravili nek prvi osnutek, predloge tega načrta, to še enkrat omenim, to deluje v okviru s podporo Centralno-tehniške knjižnice in zaenkrat še ni povezano tudi oziroma kakorkoli usklajeno z Arisom, da ne bo kakšnega napačnega razumevanja. Torej, pripravili bomo predlogo prvega osnutka, nekega predloga in pa nek priročnik, o čem govorimo, ko govorimo o ciljih, o namenu, o ciljnih občinstvih, kdo vse to lahko je. Torej, že prej smo rekli, je nekdo omenil, da ni zgolj ena sama javnost, ampak da jo vedno probamo bolj jasno določiti. Februar, marec se bomo nekako usklajevali oziroma verjetno mogoče imeli še kakšen tak posvet glede tega in pa nekje v aprilu zaključena ta priloga in priročnik in morebitne delavnice, komuniciranja znanosti, ki smo jih že izvajali v okviru nekaterih univerzitetnih knjižnic in pa različnih ustanov po različnih univerzah v Sloveniji oziroma v različnih, kako se temu reče, službah, podpornih službah univerz in raziskovalnih inštitucij. Se mogoče ima kdo kakšen komentar na to, kakšno repliko, če ne bom šla pa kar na zadnje, v bistvu zaključno vprašanje za vse. Ni, malo hitim, ker smo res že ravno ob uri. In sicer želja v komunikacijskem načrtu, kar se meni zdi in sem res izpostavila že v samem uvodu v ta pogovor, je povečano stopnjo razumevanja. To je mogoče tisto, če imamo nek AIOU, torej komuniciranja znanosti, a ne od zviševanja, kako smo prej rekli, spodbujanja zanimanja, navduševanja za znanost, na koncu želimo priti do tega, da se oblikujejo mnenja na podlagi znanosti in pa seveda širše razumevanje. In če bi imeli, kako naj v bistvu zagotovimo to, da bo naša znanost, da bojo znanstveni projekti, znanstvene raziskave postale razumljivi javnosti in pa, to je lahko eno vprašanje, lahko se na to obrnete, lahko pa tudi predvsem date mogoče meni ali pa nam še kakšno iztočnico za to, da zagotovimo, da bo ta dokument uporaben za vse vede, pa tudi za vse raziskovalne skupine in da bomo dejansko nekaj dobrega naredili. Lotili smo se to zelo tako bottom up, od spodaj navzgor, torej da sprašujemo čim širšo javnost. Danes sem zelo vesela, da je z nami bilo kar 200 ljudi, praktično ta cel pogovor, trenutno jih je še 180 vztraja, tako da res upam, da dobimo tudi od vas, lahko se tudi oglasite nam z določenimi predlogi. Torej, kako narediti znanost razumljivo javnosti in pa zagotoviti, da bo ta dokument uporaben. Kdo bi začel? Bom jaz. Jaz bi rekel, ni treba, da naredimo znanost razumljivo javnosti. Mislim, da tisto, kar je najbolj pomembno, je, da so učinki, ki jih ima znanost na družbo, na gospodarstvo, na tehnologijo, na okolje, razumljivi javnosti. Znanost v svojem bistvu, jedru je kompleksna in bo kot taka tudi ostala, ker drugače ne more odkrivati naravnih zakonitosti ali sveta ali pa družbenih zakonitosti pač naših življenj.
Tako da, in to je tisto, kar jaz mislim, da je najbolj pomembno in je povezano pol tudi s tem, kar more biti osrednji del vsakega komunikacijskega načrta. To se more vsaka raziskovalna skupina ali pa posamezen raziskovalec, raziskovalka vprašati. Torej, kakšne družbene, naravne, gospodarske, politične, okoljske učinke lahko jaz predvidem za svojo raziskavo in kako bom zdaj te učinke ustrezno komuniciral svojim različnim javnostim, ki jih moram seveda tudi identificirati. Pri tem bi mogoče jaz izpostavil pač iz svojega vidika dve stvari. Eno je ne pozabiti na politične odločevalce, zelo pogosto imajo določene pač znanstveno-raziskovalne dejavnosti, lahko tudi pač neke javnopolitične posledice in je prav, da jih tudi ustrezno komunicirate odločevalcem na različnih ravneh, lahko je od čisto lokalne do evropske ali globalne in seveda nacionalne. In pa še mogoče res zadnja stvar, ne pozabiti, da se komuniciranje znanosti ne začne takrat, ko dobite projekt ali pa 6 mesecev po projektu, o tem je treba razmišljati takrat, ko projekt snujete. To je zelo podoben kot pri občanski znanosti. Ne vedno rečemo, takoj morate začeti z vključevanjem javnosti. Jaz mislim, da je to tukaj podobno. Takoj morate začeti razmišljati o tem, kako boste zadeve komunicirali, čeprav je jasno, da so spremenljive. Ti ne moreš danes vedeti, kaj boš dosegel z znanstveno-raziskovalnim delom čez 3-4 leta. Ampak zato je tudi pač komunikacijski načrt neka živa stvar. Lahko kar nadaljujem to, kar je Tič zelo dobro povedal z mogoče eno analogijo. Če si raziskovalni projekt predstavljamo kot potovanje neke raziskovalne ladje nekaj stoletij nazaj, ko je imela na krovu naravoslovca, kapitana in je šla nekam na južna morja. Tam je kapitan ponovadi pisal zelo natančen dnevnik, kjer je bilo vse noter napisano, in naravoslovec je tudi zbiral čim več informacij, kaj se je tam dogajalo. In njim je bilo jasno, kje so, kako se gibljajo, ampak da bi širša druga javnost dojela, kje so, kaj počnejo, pa rabimo nek zemljevid njihove poti. Da si lahko predstavljamo, kam so šli, kaj je bilo neznano, kje so mogoče imeli neke težave. To je nek drugačen pogled, kot je ta natančen zapis v ladijskem dnevniku, ki je osnova verjetno za znanstvene objave. Mi pa potrebujemo zdaj nek malo drugačen pogled na to isto dogajanje skozi neko drugo perspektivo. Ta perspektiva je lahko mogoče risanje nekega zemljevida te poti z vsemi pač težavami. Ker je že mikrofon blizu. Jaz mislim, da se peljemo v smer, kjer znanost postaja bolj dostopna, kar je za moj okus ključna beseda tukaj, se pravi dostopnost. Ne, tako kot je ti zelo fajn povedal, znanost vedno je bila in bo in prav je, da je kompleksna in ostaja taka, kot je, naj ne postaja bolj enostavna, ampak bolj dostopna pa prav, da je. Zdaj, na en način lahko k tej dostopnosti skozi komunikacijski načrt in udejstvovanje v njem prispevajo raziskovalci sami, kot smo že rekli, tisti z talentom, tisti s pridobljenimi veščinami in tako naprej. Ne smemo pozabiti pri tem na zelo pomembne vloge medijev. Kot sem že rekla, mediji so naši zavezniki, pravzaprav so na isti strani vode, čeprav smo včasih prepričani drugače. Imamo pa tukaj en problem, ki ga mi ne moramo nasloviti, je pa fino, da se ga zavedamo, da imamo v Sloveniji zelo malo znanstvenih novinarjev, da smo v preteklem času, kratkem času izgubili 3 zelo dobre znanstvene novinarje in jih bom kar imenovala, Staš Zgonik, Petra Prešeren, Lea Udovč, da se bo zgodilo, da se bo tukaj priključilo še kakšno ime, če bo šlo tako naprej, zato ker pač imamo uredniške politike v nekaterih medijskih hišah mogoče malo napačne. In zdaj na kakšen način lahko tukaj država pomaga, ne vem, ampak mislim pa, da bi bilo k temu, da postaja znanost bolj dostopna, da bi bilo treba tudi ta razmislek še narediti.
Ja, zdaj na okroglih mizah se vsi skozi strinjamo ponavadi, ne? Ampak jaz se pa mogoče sploh ne strinjam s tem, da bi mogli predvsem učinke znanosti na vsakdanje življenje komunicirati. Jaz mislim, da moramo komunicirati tudi, kako smo prišli do teh učinkov, zaradi tega, ker s tem poenostavimo, da nam morajo pač verjeti, tako je, a ne, morajo nam zaupati, tako je, ker če ti sam verjameš, potem tako lahko enemu drugemu tudi verjameš, da je zemlja ploščata. Če ne zaupaš, kako smo ugotovili, da je okrogla, a ne. To se mi zdi, da velikrat sam ti zadnji češnjo na tortici rečemo, tako je, glejte, kako fajn, kako sem pa do tja prišel, pa noben ne pove, ker je kompleksno. In tega se zelo malo ljudi loti, da bi na enostaven način razložili, kako kompleksno je bilo priti do te češnice na koncu. Ker na ta način bo bolj zaupal nam javnost, pa bo šlo hitrejš potem razvoj naprej, recimo. Druga stvar je pa to tudi, kot je Saša rekla. Jaz mislim, da, tukaj pa se strinjam, ta komunikacijski načrt je prisila in je fajn prisila, ki je mogoče za raziskovalce za začetek boleča, ampak bo imela na dolgi rok nek učinek, pozitiven učinek in prav je, da če smo v situaciji pri različnih področjih, da nas najprej vsakega prisiliš, potem pa to rata stvar navade in gre na bolje, a ne. Na drugi strani bi pa nekako, pa spet mi nismo tukaj mogli prisiliti medije ali pa medijski prostor, da bi odprl znanosti več prostora, ne. Zdaj me bojo verjetno, ne bojo me lih tožili, ampak če rečemo, kultura ima ogromen medijski prostor, pa je prav, da ga ima, pa zaradi tega je svet lepši, a ne. Šport lih tako, a ne, znanost ga ima pa, ne vem, na nacionalni televiziji pol ure na teden, a ne. Če bi ga bilo več, bi sigurno prišlo to tudi v podzavest, da je to pomembno in da to ni nekaj, kar rečemo, tisti slonokoščeni stolpi pa to, a ne. To je tudi ena stvar, ki bi jo mogla država naprej poriniti, verjetno, no. Se bova stepla za mikrofon. Šport, ne, je lep primer. Mislim, šport je nekaj, kar čisto vse ljudi zanima, čisto vse po spisku, ne, in zato ni problem namenjati temu prostor. Jaz mislim, zato sem jaz govorila o dostopnosti. Šport je absolutno dostopen, vsi razumejo, razen mene, fuzbal in druge športe, znanosti pa ne, se pravi, zato govorim o dostopnosti. Znanost mora biti tako prikazana in tako dostopna medijem, da bodo lahko po njej posegali. Oni posegajo, ampak ne dobijo. In vam bom povedala zadnji komentar, ki sem ga slišala danes zjutraj, odličnim znanosti, ki je odličen projekt. Še vedno je nedostopno za medije. Medije zanima, kaj se tam dogaja, ampak če tam vsebine niso tako podane, da bi bile dostopne za njih, za medije, ki so, se pravi, prevajalci za javnost, potem je to izgubljena priložnost. Se pravi, znanosti bo po moje več v medijih takrat, ko bo bolj dostopna. In to je pot do tam. Ja, se zelo strinjam, ni samoumevno, da ima kultura več prostora, ne. Kultura se ogromno trudi za to, ampak cela kulturna skupnost se trudi in vidi v tem neko vrednoto, v znanosti pa še zmeraj neka vrednota, da če si manj razumljiv, si pa bolj učen, ne, kar je neumnost, ampak ja, tako da pač tukaj rabimo pozitivne zglede, rabimo neke pač pristope, ki jih na različne načine razvijamo, ampak tudi cel sistem, bom še enkrat ponovil, mora priznati neko vrednost tem pristopom in temu, kar počnemo nekateri, ne, ker zdaj zaenkrat še ne priznava. Zdaj smo pa odprli teme, ki bi zahtevali nove okrogle mize in to dolge. Tako da bom probala bom biti čim krajša, sploh ker prihajam z področja novinarstva oziroma medijskih študij. Mediji in njihova vloga. Mediji postajajo žal, in to mediji, ki so utemeljeni na nekih profesionalnih standardih in novinarstvo, ki pač ima neke kodekse in tudi pač postopke preverjanja in verifikacije in tako naprej, postajajo samo eden od členov v tej kakofoniji glasov, ki se širijo prek različnih platform, ne.
in zgubljajo svojo vlogo, tako kot je pozicija znanosti pogosto izzvana oziroma pač se ji oporeka vlogo nekega trdnega epistemskega agenta v določenih krogih, tako se še bolj oporeka ta vloga novinarstvu. In to kažejo tudi raziskave. Pač zadnje merjenje zaupanja javnosti v različne predstavnike oziroma različne profile in organizacije pri nas je pokazalo, da znanstveniki so po zaupanju javnosti nekje na 6. mestu, novinarji so pa čist na dnu skoraj za vsemi. Prvič, najbolj ljudje zaupajo gasilcem pa reševalcem oziroma tem ljudem, ki pač nekom, ki pač so v neposrednem stiku. Novinarji so tam nekje med politiki, odvetniki, takimi pač zlimi poklici, ali ne vem, kako bi jim rekla. Tako da to je malo širši problem. Torej ne bo dovolj, če bomo pozivali na to, da je treba novinarje povabiti zraven. Treba je razmišljati malo širše. Jaz sem absolutno zagovornik, da se krepi vloga novinarstva, pri čemer imamo tukaj resen sistemski problem. To se je pokazalo tudi pri naših izobraževanjih. Organizirali smo tudi izobraževanja za novinarje, za komuniciranje znanstvenih dosežkov. Zelo težko so sploh zapustili redakcije. Zdaj novinarji so tovarne prispevkov, pogosto tudi prodajalci raznih servisov svojih medijskih organizacij, totalno skomercializirano vse in hkrati jih ne pustijo, oni se morajo lepo štempljati. To niso več novinarji prejšnjega časa, ko so šli lepo v kavarno in sedeli z intelektualci in razpravljali resne zadeve. Zdaj je treba producirati in osveževati te spletne strani, kjer se pojavlja cel kup tudi nekega nerelevantnega. In jaz sem seznanjena s tem, kar ste Saša omenili, zelo žalostno, zelo dobri novinarji in novinarke so zapustili ta teren. Tako da bo treba se več ukvarjati tudi s temi digital news creators in hkrati se pa sili tudi znanstvenike, da postajajo digital news creators. Ampak da ne bom preveč zašla, samo opozoriti sem želela na ta problem. Podpiram, da bolj osveščeno razpravljamo o teh problemih. Podpiram tudi to, da pač naj bojo komunikacijski načrti vključeni v projekte, ampak naj ne bojo preveč, mislim, dodatno administrativno breme, naj bo poudarek na kvaliteti. In kako zdaj doseči, mislim, da bojo res pol neki učinki, mislim, da se mora vsak pač pisec projekta vprašati, zakaj je nekaj relevantno. Že ko pišeš projekt, se moraš vprašati, zakaj je neka tema relevantna, zakaj ni relevantna samo zame in mojo institucijo, ampak tudi za neko širšo javnost in hkrati potem je takoj naslednja lahko pač implikacija, kako bom to skomuniciral. In pogosto najboljši projekti so taki, ki so malo pač vključevalni, ki imajo neke dejavnosti, tako da tudi vključiš ljudi zraven in takrat lahko neposredno preveriš, ali je bilo to dovolj relevantno in je doseglo neke ciljne aktivnosti. Dobiš tudi neke cilje, dobiš tudi nek feedback. Toliko. Ja, zdaj smo slišali eno tako precej pestro diverziteto, tautologijo mnenj. Jaz sem razumela to vprašanje predvsem v smislu kaj in kako. Zdaj, kako se bo sporočalo, to boste povedali strokovnjaki na tem področju v sodelovanju z raziskovalci. Zato bi tu podala recimo svoja pričakovanja, željo kot občana, ki do neke mere spremlja. Jaz bi si želela, da so sporočila o znanstvenih izsledkih podana na tak način, da med vsemi impulzi, ki jih dobim in jih je mnogo več, kot imam na voljo časa, da se bom odločila poslušati, gledati karkoli že nekaj z tega področja, ne pa nekaj drugega. Kaj bi pa rekla, če bo v komunikacijskem načrtu tako sporočeno, da bom videla, da raziskovalec verjame, da je sporočati o raziskovalnih izsledkih pomembno in potrebno javnostim, potem bom že za začetek, za prvo stopnjo zadovoljna. Glede na to, kar je bilo povedano, tudi kolegica Tanja je omenila to raziskavo javnega mnenja, komu se zaupa, bi pa spomnila spet na Eurobarometer in na podobo raziskovalca v javnosti. To bi bilo vsekakor za pogledati in pridružiti raziskovalce oziroma znanstvenike in znanost. To sta dve enoti, ki nikakor nista ločeni.
Ja, ta Eurobarometer ima pa malo bolj zastrašljive videnje tega, kako prebivalci Slovenije razumejo znanstvenike in znanstvenice. Sporočati o raziskovalnih izsledkih, pomembno, zakaj je to pomembno širši javnosti, ne samo o raziskovalnih izsledkih, tudi o tem se mi zdi zelo pomembno, ker ste omenili, kako smo prišli do teh raziskovalnih izsledkov. Jaz sem danes od vseh vas prejela ogromno iztočnic za pripravo tega načrta, tudi od vseh vas, ki ste nas spremljali in zastavljali vprašanja na Zoomu in sem vam izjemno hvaležna. Vsem tudi, da ste ostali tako dolgo, malo smo podaljšali. Torej, to je bil posvet o komunikacijskem načrtu za raziskovalne projekte, ki ga bo potrebno oddati v sredini naslednjega leta. V Centralno-tehniški knjižnici bomo s podporo mene in Saša Dolenca tudi pripravili verjetno neko predlogo, kako se tega lotiti, oziroma neko predlogo, kako se tega lotiti. Tako da zahvalila bi se vsem sogovornicam in sogovornikom, da ste si vzeli čas danes, da smo imeli to fino debato. Vidim, da smo odprli ogromno tem, mislim, da imam jaz ideje saj še za 5, če ne več okroglih misel, o čemer bi lahko bolj podrobno govorili. In zahvaljujem še enkrat ekipi Centralno-tehniške knjižnice za vso tehnično podporo in vso ostalo podporo. In pa ta dogodek se je tudi izvedel v okviru Meseca znanosti, ki še kar traja. Kjer je čas malo bolj, se ne veže samo na en mesec in torej Mesec znanosti traja v okviru, podpira ga Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in to je iz naše strani vse. Hvala, da ste ostali z nami.